Standing desks ali po domače dvižne mize postajajo vedno bolj popularne, tudi pri nas. In tako da je čas, da si tudi mi malce pobliže pogledamo to čudo in njeno uporabnost. Ime mi je Miha in jaz dvižno mizo uporabljam malce drugače, kot jo večina od vas. Najprej treba vedeti, zakaj je dobro imeti dvižno mizo in zakaj se splača vložiti teh par 100 evrov v nakup dobre mize. Raziskave kažejo, da če delaš stoje, se poveča koncentracija, raven energije in produktivnost. Ampak sedenju se ne moremo izogniti, sploh če narava dela taka, da od nas zahteva daljše sedenje za mizo. Recimo montiranje teh YouTube videov. Lahko pa to večkrat prekinemo in dvižne mize nam omogočajo, da to naredimo brez da trpi delo. Strokovnjaki NIJZ baje priporočajo menjavo položaja vsakih 25 minut. S tem razbremenimo hrbtenico in tako preprečimo nadležne bolečine v hrbtu. Ampak dvižne mize so uporabne še za marsikaj. Recimo, če moraš pokazati svoj projekt več osebam. Stoje okrog mize bo tega veliko lažje gledati. Ali pa za snemanje produktov, za kar jo večinoma uporabljam jaz. Zato si pogledamo dvižno mizo podjetja Ergovision in sicer njihov model Supra. Ena glavnih lastnosti Supre je ta, da se spusti vse do 64 cm, kar pomeni, da je primerna za ljudi nizke rasti in seveda tudi za šolarje, saj bo ta miza rasla skupaj z njimi in jim s tem služila še dolga leta. Dvigne se pa vse do 130 cm, tako da bodo lahko tudi velikani stoje brez težav delali karkoli že velikani počnejo. Miza se od najnižje do najvišje pozicije dvigne v 21 sekundah. Prazna seveda. Deklarirana nosilnost je 100 kg, kar sicer nisem poskusil, sem jo pa dobro obtežil in mislim, da bo lahko dvignila vse pisarniške stvari, ki boste nametali nanjo. Tako naložena miza je potrebovala 25 sekund, da se dvigne na svojo najvišjo pozicijo. Supra ima tudi senzor za zaznavanje preprek, tako imenovano varnostno funkcijo proti trku. Če je pod mizo, ki se spušča, recimo stol, ga bo senzor ob dotiku zaznal in prekinil spust. Ali pa ravno obratno pri dvigu. Imaš 3 stopnje občutljivosti, lahko jo pa tudi sklopiš. Super zadevca. Ko smo že pri senzorjih, pa poglejmo še nadzorno ploščo mize. Ta ima poleg tipk za spuščanje in dvigovanje še 3 gumbe, na katere si lahko shranite 3 največkrat uporabljene višine. Tako da vam ni treba vedno držati gumba gor ali dol in z varnostno funkcijo proti trku lahko ta čas mirno skočite po kavo, brez da bi vas skrbelo, ali ste kaj pozabili pod mizo ali ne. Shraniti višino je enostavno. Mizo dvigneš do želene višine, pritisneš tipko M in nato številko, pod katero želiš shraniti. To ponoviš še 2krat in to je to. Naslednjič pritisneš samo številko in miza se sama dvigne na shranjeno pozicijo. Pod tipko A se pa skriva timer, ki te opozori, da je čas, da si mizo dvigneš oziroma da narediš kratko pauzo. Tega si lahko naštimoš od 0 pa do 99 minut. Še ena značilnost te mize je, da ima 2 motorja vgrajena v noge mize, tako da jo naredi bolj robustno in stabilno. Zaradi tega lahko dvigne 100 kg. Druge, predvsem cenejše mize imajo en motor. Ta je pritrjen pod mizo in ga ne moreš skriti. Mizo je enostavno sestaviti. Nažalost, tega nisem posnel, a verjemite mi, če je meni uspelo, bo lahko to naredil vsak. Plus to, da so navodila jasna, imate na njihovi spletni strani tudi video tutorial. Res, da sem sam sestavil mizo, sem pa vseeno potreboval pomoč, da sem jo lahko obrnil, saj miza ni lahka. Tako da imejte frenda v bližini. Ker bom mizo uporabljal v studiu, sem se odločil, da spodaj na noge našaufam koleščka. Te sem kupil v Bauhausu, ampak imajo v vseh podobnih trgovinah, saj ima klasičen navoj. Za ploh imate pa na izbiro 3 barve, belega, črnega in klasiko javor-rjavo. Odločil sem se za črnega, saj mi za video snemanja največkrat prav pride. Ima pa črna barva težavo in sicer, da se pozna vse na njej, od prstnih odtisov pa do raznih flekov, tako da sta vileda in suha krpa stalna spremljevalca mize. Želel bi si mogoče še kak temnejši les na izbiro, a za enkrat je to to. Lahko se pa odločite za nakup brez plošče, samo noge, kar vam poceni zadevo za 100 €. Dilo po vašem okusu si pa nabavite nekje druge. Noge lahko regulirate za različne dimenzije plošč, od 140 pa do 200 cm dolžine. Barva nog je pri Supri samo bela, črna je na voljo le pri modelu Classic, kar ni nič narobe, a zaradi tega bi lahko bil napajalni kabel bel. Črn je res opazen, ampak samo dokler je miza prazna.
Ko boste enkrat nametali gor računalnik, monitor in vso periferijo, bo itak za mizo špageti western in to ne bo več težava. Škoda, ker ni zraven priložen noben pripomoček, ki bi pomagal pri organizaciji kablov, tako da boste primorani odšteti še kak evro za organizacijo kablovja. Pa ne pozabiti na dovolj dolge kable, da vam ne bo kaj dol potegnilo iz mize, ko jo zdvigujete. V glavnem, odkar imam mizo v studiu, moj hrbet ne trpi več, saj si dvignem izdelek pred kamero, katero imam na udobni višini, uporabljamo jo za snemanje podcastov in ker je na koleških, jo lahko z lahkoto premikamo kamorkoli po studiu. Tako da na vprašanje, ali se splača imeti dvižno mizo, je ja, splača se jo imeti. V kombinaciji z dobrim stolom vam bo hrbtenica neizmerno hvaležna. Tako kot vam bom jaz hvaležen, če lajkate ta video. Spodaj mi napišite, ali že imate tako mizo ali pa če razmišljate o njej. Zraven pa se še naročite na moj kanal, mi pa se vidimo naslednjič. Čau!